Naš program se ponavadi sestavlja iz filmov prejšnje sezone, letos smo imeli pa to priložnost in smo jo zagrabili z obema rokama, da imamo en predpremierni film. Danes je premiera zvečer, vi ste prvi, ki ste videli ta film v Sloveniji. In zvečer je pa premiera v okviru tega festivala Mesto žensk. In to je pa tudi eno tako fino izhodišče za pogovor. Z nami je doktorica Eva Bahovec, filozofinja, ki je napisala veliko razprav, člankov, knjig in velik del tega je posvečen prav ženskim vprašanjem v družbi oziroma vprašanjem odnosa družbe do ženske, kako se ta odnos artikulira, kaj se dogaja, kaj spreminja. Doktorica Bahovec je pa tudi avtorica Spremne besede, ki je odlični knjigi brevirju 20. stoletja, to je Drugi spol od Simone de Beauvoir. In naš film ima pa za osrednjo temo zgodbo ene ženske, skratka, jaz mislim, da je ogromno enih povezav, da lahko razmišljamo o tem filmu. Ta film je imel v Franciji zelo celo skalo različnih odzivov. In sicer prav take relevantne publikacije, kot je Cahiers du Cinéma, ki je prav tak, kako bi rekla, revija, ki je ustvarjala zgodovino evropskega filma. Ta revija je film popolnoma odklonila, da so ga sami klišeji in tako. Medtem ko ga je pa dnevnik La Libération, ki je pa tudi en zelo ugleden časopis, celo, kako bi rekla, če ti termini so še uporabljivi, levo usmerjen, je pa ga ocenil 4 zvezdicami, kar je zelo veliko, in pravi, da je to film z odlično Catherine Deneuve, seveda, ki se ga lahko gleda kot dokumentarni film, kot dokumentarc z Catherine Deneuve. Skratka, en diapazon velik. Jaz bom najprej vprašala našo gostjo, kako vam je bil film všeč? Eno tako vprašanje amatersko. Najlepša hvala za to izhodiščno vprašanje in tudi najlepša hvala za povabilo. Več sem v takem okolju in pred tako publiko in si veliko tega povedam. Sicer sem zaprta v 4 stene filozofske fakultete in na nek način se mi zdi pomembno, da odpiramo to, kar tam raziskujemo, kar se pogovarjamo študenti in študentkami v nek širši prostor. Kar zadeva sam film, verjetno delimo neko osnovno stališče, da je film na eni strani zelo zanimiv, na drugi strani, pa ko ste že omenili v teh uvodnih pregledih, problematičen, tako da jaz imam nekakšen ambivalenten odnos do tega filma. Zdi se mi, da odpira veliko pomembnih tem in da je zelo dobro izhodišče za razpravo, hkrati pa moramo verjetno razmišljati tudi kritično o tem. Zdi se mi zelo zanimivo, da ste omenili to dvoje na eni strani neke strokovne ocene v Cahiers du Cinéma, ki je taka, bi rekla, na najbolj etabliranih revij na tem področju, na drugi strani ocene v Libération. Morda kar izkoristila to priliko, imam imam neko poročilo o položaju žensk in o feminističnem gibanju v Franciji danes iz istega časopisa Libération, kjer je veliko zanimivih slik in kjer se razpravlja o tem, kje so ženske v Franciji danes. Morda bi vam to dala kar v pogled, malo razdelite na okoli
poglejte te slike. Je provokativno, tako da lahko to pogledamo kot neko, kaj bi rekla, drugo stran iz tega, kot ste rekli, ženskega vprašanja. No, ta film, ko sem ga jaz najprej pogledala, sem pravzaprav pomislila, to je en tak road movie, ne? Ampak se mi je zdelo, da sploh ni narejen za to, da bi raziskoval neko odnos, položaj ženske v družbi, ampak da je preprosto narejen za to, da bi naredili en film s Catherine Deneuve. In potem sem prebrala, da je tudi režiserka imela ta pravzaprav željo, da naredi s Catherine Deneuve zelo zrelo filmsko igralko, ki še vedno ogromno igra. A veste, da je ona od svojega, od 60 let zgodnjih igrala vsako leto v 3 ali 4 filmih. Do zdaj nisem videl vmes kakšno leto, da ni več igrala. Skratka, ima za sabo ogromni opus in najbrž je bilo to vabljivo za to režiserko, pa tudi, a se vam ne zdi, da Francozi prav zelo radi počastijo te svoje ikone in jim dajo eno priložnost, da je to ena posebna lastnost tega naroda, ena taka galanterija, no, ki kaj pravite, seveda je to nek poseben prostor, v nekaterih pogledih različen francoski prostor od recimo našega srednjeevropskega. Tudi tu mislim, da gre za neko tako dvojnost. Na eni strani posebna počastitev, kot ste omenili, na drugi strani pa, kako bi temu rekla, druga stran tega pa je položaj žensk v vsakdanjem življenju in način, kako pravzaprav tudi krepijo določene stereotipe in določene tradicionalne ženske like in nek morda včasih pretiran poudarek na na teh specifičnih ženskih identitetah. Zdaj, ko ste omenili Francijo, sem se spomnila na vprašanje gospodičen. V Nemčiji, mislim, da so leta 1972 uradno predlagali ukinitev, se pravi uporabe tega naziva, razlike med gospo in gospodično, z argumentom, da gre za poseganje v zasebni prostor, v sfero zasebnega. V Franciji se je to žal zgodilo še leta 2009, imamo še vedno Mademoiselle, imamo jih pa zaradi tega, ker kljub temu, da leta 2009 ne je bil ta naziv nekako izključen iz javne rabe, gre za javno rabo te besede, so še vedno vse napoli formularji, češ da te že natisnjene formularje treba uporabiti. Moram reči, da na to me je posebej upozorila hči, ki si kot Slovenki, ki tam študira in ima to priložnost, da opazuje eno drugo okolje, zdi to nenavadno. Kamorkoli gre, je gospodična na pogodbi, ki jo v službi podpiše, je gospodična na bančni kartici, je gospodična za nekoga, ki prihaja iz takega želja, kot je naša, kjer imamo marsikaj urejeno, bom rekla, tako kot bi si želeli, je to kar nenavadno. V tem, kako opazuje vse te mlade Parižanke, svoje kolegice, ki s takimi neverjetno zelo nefunkcionalnimi petami potem tam okoli skakljajo, niti ne govorim, ampak zelo počala s tem osebnim pogledom. Ta vloga, kako, mislim, ta lik, kako zaživi, je tudi tisti lik, ki se nekako s francosko predstavo o ženski ujema, ker je ženska predvsem ljubica. V Franciji je ženska popolna, če je ljubica. Poleg tega pa tudi je to dežela, kjer je izredno, kaj bi rekla, razvita prostitucija, ker je to tudi del neke
folklore, spomnim se različnih filmov, so bili to Truffautove filmi. Skupna postelja in miza, se morda spomnite, kjer je v ospredju točno to. Ženska, mati, žena, ljubica, prostitutka in tako naprej. Tako da tu gre verjetno za cel diapazon različnih ženskih likov v nasprotju z moškimi liki, ki niso tako diverzificirani. In se mi zdi zelo zanimivo, morda je ta trenutek primeren za to, da navežem na Simone de Beauvoir in že omenjeno knjigo Drugi spol, ki tudi prihaja iz Francije, ki je išla leta 1949, se pravi pred več kot 60 leti, in kjer popisuje fenomenologijo vseh teh različnih vlog in likov in ikon žensk in ženskosti, bodi si teh vzvišenih, lepih, Catherine Deneuve, ki še potem, ko pride v leta, vendarle je občudovanja vredna, kako bi rekla, in na drugi strani vse te nizke, padle, zaničevane podobe žensk in ženskosti, od prostitutk do posebno poglavje je tudi o lezbikah, posebno poglavje o skratka cel diapazon najrazličnejših družbenih likov ženske in ženskosti. Tako da se mi zdi smiselno to Catherine Deneuve, to res zanimivo ikono iz filmskega sveta, ki se mi zdi, da nam je vsem zelo blizu in ljuba in simpatična, umestiti v ta širši kontekst. Ne velja pa to samo za Francijo. A smem, ko ste že omenili Simone de Beauvoir in ker bomo zdaj verjetno šli malo tudi v to, kako ta film paše v kontekst mesta žensk, na kakšen način, lahko citiram ta moto k drugemu spolu, meni zelo ljubega Pitagore, ki je rekel takole, rekel je, obstaja dobro načelo, ki je ustvarilo red, svetlobo in človeka, in obstaja slabo načelo, ki je ustvarilo kaos, temo in žensko. In mislim, da je ta moto izbran tako nepopisno dobro, ker zaobjame res kompletno, kako bi rekla, situacijo sveta moških in žensk, tako kot jo percipiramo. Ja, to je zelo dobro izhodišče, res, ker je pravzaprav na celotnem področju raziskovanja, na področju ženskih študij spola in misliške teorije in tako naprej, ugotavljamo, da je razlika, da so neke osnovne pozicije in nasprotja vedno že hierarhije, da vedno že asimetrija. In tisto, kar je pravzaprav treba pojasniti, kar jaz moram reči, da nimam odgovor za to in pravzaprav ne vem točno, kako vse to umestiti, je to, da je ženska v nasprotju z moškim vedno postavljena na eno stran. Vedno je to bolj narava, vedno je to bolj čustvo proti razumu, vedno je to bolj telo proti duhu in v skrajni konsekvenci je vedno to, govorimo o naši intelektualni, kulturni in filozofski dediščini, vedno je to ženska, ki je bolj na strani slabega. To ste hoteli povedati. Ženska kot vir zla. To je tisto, kar je pravzaprav meni nedoumljivo. Odkot ta neverjetna insistenca celotne naše kulture, civilizacije, intelektualne tradicije. In kot pravi Simone de Beauvoir, pravzaprav je to dolga zgodba, kar izvolite. Če enkrat začnem Simone de Beauvoir, se ne bo končalo. Namreč, kako vi razumete, ta film je v programu Mesta žensk, predvsem zaradi tega, ker ima mesto žensk
letos eno sekcijo filmov, ki so jih ustvarile ženske, ne? In ker je ta režiserka, pač je po tem ključu je ta film umeščen, ampak vendar, ker je pa tukaj zgodba o ženski, je pa zanimivo razmišljati, vsaj jaz sem razmišljala o tem, kako ta film umestiti v program Mesta žensk, ki se pač zavzema za to, da se o tem vprašanju govori in da o tem vprašanju razmišljamo, razpravljamo za to, da bi svet pač postal boljši. Ja, to je vsekakor pomembno, da se razmišlja o tem, kot ste rekli, kako odpreti nek prostor, da bi lahko ženske ustvarjalke, ženske avtorice, ženske režiserke in tako naprej dobile neko mesto v nekem prostoru, kjer ga doslej niso imeli ali pa vsaj v bistveno manjši meri. Če se prav spomnim, je prva ženska režiserka, ki je dobila Oskarja, Katrin Bigelow. Lansko leto, če se ne motim, za film The Bomb Mission, bombna misija, kar mislim, da imate tudi vi nek komentar. Moj komentar je bil, ko ste mi to omenili, da je to zelo moški film. Če se spominjate, to je en vojaški film, dogaja se v Afganistanu, Irak je, se upravičujem, ampak ta svet, toliko se tam dogaja, in je res tako grob in krut in težek in meni se je zdel zelo moški film, pa ona je še, mislim, da je še en film naredila Strange Days, ja, konec tisočletja, ne, ali nekaj tacega, to so prevedli, naslov. Strange Days, ja. No, tudi zelo, kako bi rekla, ne bi rekla, da ga je ženska naredila, ne. Ja, to je zdaj seveda vprašanje na eni strani ženskih avtoric, se pravi oseb biološko ženskega spola, in na drugi strani spola in spolne razlike kot teme v filmu ali teme v knjigi, literaturi, filozofiji. To sta dve ločeni stvari. Meni se zdi pomembno, da se odpira prostor za ženske, ki so doslej bile prisotne v manjšem številu in v manjših proporcijah kot moški na vseh področjih družbenega življenja in glede na to, s čim se ukvarjam, predvsem na vseh področjih ustvarjanja, umetniškega, znanstvenega in konec koncev tudi političnih praks, da bom temu rekla, ustvarjanja. Zdaj sem se spomnila tega aktualnega dogajanja pri nas okrog gospe Alenke Bratušek in moram reči, da se mi vpisuje v to, o čemer tu govorimo. Dolgo tradicijo naše civilizacije, ki je povezana z specifičnim govorom o ženskah, da ne rečem sovražnim govorom, in da je del tega, kar se danes dogaja v našem prostoru, zagotovo tem, kar sem brala v zgodovini, povezan z dejstvom, da je Alenka Bratušek ženskega spola. In to mi vzbuja nemalo nelagodja. Ja, to je prav neverjetno in resnično razmišljam, kakšna bi bila situacija, ne? Če bi zdaj nek moški to isto doživljal oziroma bil ne podobni preizkušnji ali pa, ker je to ženska. Mislim, da tle res ni ene, kako bi rekla, simetrije, no. Točno to je, zato je tudi zanimiva ta knjiga, v kateri se vedno znova vračam, drugi spol, ker to je osnovna teza, ne? Da razlika med moškimi in ženskami je razlika med človekom nasploh, on je subjekt, on je absolutno, pravi Simone de Beauvoir, in žensko kot različno od človeka nasploh, kot odklon, kot te absolutne navpičnice, če se spet vrnem v antiko, ne?
kot nekaj, kar je relativno, kar se meri ob nečem drugem. Kar je zgrajeno iz rebra, ne? Ja, jaz sem dolgo mislila, da je pravzaprav religiozni govor tisti, iz katerega izhaja, ne, ta razlika in ki pravzaprav spodbuja vse te stereotipe in negativitete povezane z ženskostjo. In dlje, ko sem brskala po zgodovini filozofije, bolj mi je postalo jasno, da je to nekaj, kar je neverjetno globoko v našem mišljenju. Kot sem vam omenila, ko smo se pogovarjali, dobesedno pri predsokratikih, se pravi pri tistih čisto prvih začetkih filozofije, najdeš kar nekaj fragmentov o tem, kako ni lepo, če ženska govori, zato nam je še danes vsem težje, v javnosti spregovoriti kot našim moškim kolegom, in da ženske so nekaj, kar je na strani videza, kar se kaže, kar se lišpa in tako naprej. Se pravi, v teh čisto prvih začetkih filozofije in našega mišljenja že najdemo vse tisto, kar je tudi danes vse naokoli in kar je tudi v filmskem svetu še kako prisotno. Jaz zdaj, da sem omenila ta filmski svet, a smem sam še sem se spomnila na nek cel diapazon tradicije, ki se reče feministična filmska teorija, nekaj literature z tega področja sem nesla pokazati čisto tako, da bi lahko temu, o kateri se danes pogovarjamo, umestili v nek širši kontekst. Predvsem pa je zanimiva knjiga, ki analizira to zelo, bi rekla, monstruozno figuro ženske in ženskosti, kar je prvenstveno povezano z žensko seksualnostjo kot nekaj grozljivega, grozljujočega, kastrirajočega in tako naprej. Tako da bi vam tole z velike veseljem dala v pregled. Se pravi, cel filmski žanr je tako imenovanih ženskih grozljivk, kjer je še posebej poudarjena ta problematična, zla in ogrožajoča plat žensk in ženskosti, ki je v tem pojmu The Monstrous Feminine, kar je raziskovala posebej Barbara Grit med temi knjigami, ki sem zdaj malo dala v listanje, opisovala kot skratka ta pretirana, poudarjena, monstruozna, pošastna ženskost. Problem je v tem, da seveda v popularni kulturi najdemo marsikaj. Ampak, kot smo že prej ugotavljali, na ženski je ta teža naše civilizacije. To je tisto, kar si jaz ne morem pojasniti. Logično bi bilo, da je bilo enkrat na eni strani in drugič na drugi. Ja, so pa je pa v bistvu v zgodovini, da so artikulirale ta problem, so da bo glavnem ženske, ne? Moški tega v bistvu, tega stanja nekako ne opazijo. Ja, se mi samo zdela. Ne. Če zdaj razmišljam o tem na fakulteti, moram reči, da v okviru teh predmetov študij spola, ki jih imamo v okviru filozofije, so tako ženske kot moški, oziroma tako študente kot študentki, tisti, ki se vključujejo, izbirajo ta predmet, to je bolj izbirni predmet, to mi je še posebej pomembno, ne? Tako da je to nekaj, kar se spreminja in tudi, če gledamo v zgodovini, so, če razmišljamo o intelektualni zgodovini, ne, tiste ženske, ki so naredile nek preboj, na nek način imele vendarle to možnost, kaj bi rekla, nekega drugačnega okolja in nekih dodatnih možnosti, ki so bile povezane z tem, da so bile v nekem partnerskem odnosu. Konec koncev sama Simone de Beauvoir v razmerju do Jeana-Paula Sartra, ki je njen življenjski spremljevalec. Ali pa, če se vrnem nazaj v pozni srednji vek k knjigi Christine de Pizan, knjiga o mestu dam iz leta 1416, ki je danes neka norma, velja za začetek drugačnega razmišljanja o ženskah v zgodovini,
in ki je imela ta privilegij, bo rekla, glede na druge ženske, imela ta privilegij, da je bila poročena z pomembno osebo z takratnega francoskega dvora in imela torej dostop do raznih intelektualnih virov, do knjižnice in tako naprej. In če navežem še na tisto, kar za moje specifično področje, še posebej zanimivo filozofijo, knjigo, ki jo je napisala Catherine Malabou, ena najvplivnejših filozofinj danes tudi daleč naokoli, v francoskem prostoru in v svetu, je postala najprej vplivna, je naredila lahko nek preboj v intelektualnem prostoru v specifičnem, kaj bi temu rekla, okolju. Bila je osebno povezana z Jacquesom Derridajem, ki je eden najvplivnejših filozofov v današnjem času. Tudi to lahko pokažem. Se mi zdi pa pomembno, da je Catherine Malabou, se mi zdi zanimiva figura, zaradi tega, ker je potem, ko je bila že uveljavljena kot vplivna filozofinja in raziskovalka na tem področju, se vendarle odločila, da napiše knjigo o tem, kaj za filozofijo pomeni spol. Zakaj v celi zgodovini filozofije v primerjavi z znanostjo, umetnostjo, kjer najdemo ženske, tu vendarle smo pa še vedno nekje na začetku. Upam, da pomeni to še vedno nekaj, kar se bo spremenilo v prihodnosti. Je pa to, mislim, da zelo pogumna gesta za nekoga, ki se uveljavi na nekem področju in začne pisati o tem, kot piše v tej knjigi, kako je filozofija za ženske grobnica, se mi zdi, da je to kar izreden pogum. No, ampak v Sloveniji vendar imamo od samega začetka pravzaprav univerzitetnega življenja, imamo filozofinje. Ja, to je vedno problem na tem področju, da v tem, kaj bi rekla, neverjetnem diapazonu, številu in masi ustvarjalcev, potem sami tja najdemo kakšno, ki je imela ta privilegij, ki je imela to izredno možnost, ki se je lahko na nekoga uprla. Za področje znanosti je to, vse veste, tako vam pride na pamet. Marie Curie, oziroma da se popravim, Pierre in Marie Curie. Kar se tiče položaja danes pri nas, nedavno sem govorila z našo dekanjo, na filozofski fakulteti imamo zdaj dekanjo, veste, približno 100 let je naša univerza tu in pravi, a veste, da jaz sem šele 3. dekanja, spomnim se druge, ki je bila tudi naša kolegica, ki je bila dekanja samo 1 leto, nazaj je po 1 letu vstopila, prva je bila pa zelo daleč nazaj, se pravi, 3., ki je bila tudi filozofinja, ki je imela neko posebno, kaj bi rekla, privilegirano mesto v naši intelektualni zgodovini. Kar pa zadeva naš prostor danes, ob ponovni izdaji knjige Drugi spol, ne bom pretiravala s knjigami, čeprav me malo, mogoče v nadaljevanju, ko smo to knjigo izdali drugič, v drugi izdaji, so se pojavile recenzije, kakršnih ob prvi izdaji nisem opazila. In tu me je kar spravilo slabo voljo, ker se mi je zdelo, da morda je to odraz nekega splošnega stanja pri nas in v svetu, ko se, razvoj razvija nekako v valovih. Nekaj časa gre na boljše, pa na slabše, pa na boljše. Zdaj se mi zdi, da smo, kar zadeva te naše teme, nekje v nekem takem obdobju, ki ni tako obetavno. Ena od recenzij, pravzaprav ena glavnih recenzij v osrednji reviji, oziroma časopisu pri nas Pogledi, 14-letnik Pogledi, dnevnik Pogledi, ima naslov recenzija knjige Drugi spol. Resne filozofske analize, razlike med spoloma, naslov pa je Genialnost, Princi na belih konjih in čar toalete. Lahko si predstavljate, da se mi to ni zdelo najboljši naslov. Koliko je pa recimo v tem
odnosu, to se pravi, kako gledamo na vlogo moškega pa ženske, koliko ženske same pravzaprav podpiramo, koliko smo ženske pravzaprav imamo zaslugo za to, da je pač tako, potem koliko nam ta vloga paše. Ja, moram reči, že tudi pri sebi velikokrat razmišljam o tem, kako k temu prispevam in ne bi želela temu prispevati. Prispevam k temu tako, da se, ne vem, ko sedim na sestankih na fakulteti, ne oglasim večkrat, ko bi se bilo treba oglasiti, ker je pravzaprav naporno sedeti na raznih komisijah in telesih in uradnih sestankih in tako naprej, kjer pretežno ves čas govori, bom rekla, drugi spol, če merim glede nas. In prav vsakeč znova je to dejansko nekaj, kar je treba preseči. Včeraj sem mimogrede govorila z kolegico, ki je bila svoj čas, zdaj je na fakulteti, na FDV-ju predava, svoj čas je bila pa v parlamentu, poslanka, tudi vodila eno od pomembnih komisij in sva se natančno o tem pogovarjali, kje smo mi zdaj danes. In rekla, veš, jaz včasih, ko je treba v taki situaciji javno spregovoriti, rajši ne spregovorim, zdi se mi bolje ne spregovoriti, ker bi potem, če bi rekla kaj neprimernega, pa tudi če bi rekla kaj primernega, bilo interpretirano kot nekaj slabega in bi s tem škodovala celotnemu ženskemu spolu. Se pravi, karkoli jaz rečem, se bo najprej gledalo in ocenjevalo iz te perspektive. Ženska je najprej ženska, moški je pa najprej človek nasploh. O tem pravzaprav več čas govorimo in cela zgodovina je taka in se je toliko primerov vse naokoli in vsak dan, da je to pravzaprav že nesmiselno pogovarjati. Ampak to, kar ste rekli, to pajdaštvo naše. Na eni strani si premalo upamo, imamo premalo poguma, tudi jaz tu na tem mestu imam premalo poguma. Po drugi strani pa lahko temu rečem, drugi pljuvamo v skledo. Se spomnila. O tem piše tudi Simone de Beauvoir, o tem ženskem pajdaštvu, kot je prevajalka prevedla. Skupaj si te. Poskusimo vključiti občinstvo. Izvolite, ja. To je res primeren trenutek, ja. Jaz bi želela nekaj povedati, ne vem, če se sliši. In sicer mi je nekako tako, ne najdem povezave s temo, o kateri zdaj govorimo s filmom, ki smo ga gledali. Nekako jaz nisem imela občutka, da je tle tema feminizem v tem filmu, ker videla pa sem, opazila pa sem, da so same praktično ženske brez moških. Ampak ženske niso same in da otroci odraščajo praktično cele generacije v bistvu brez moških. Odsotnost očeta ni. Ampak nimam občutka, da bi te ženske si želele biti same. One si želijo moškega. In tle ne najdem povezave s tem, kar vi govorite s feminizmom. Pa druga stvar, ko sem jo jaz videla v filmu, je ta film je zame zelo sodoben in vidim to odstojenost v bistvu. Prikazuje zelo veliko odstojenost med ljudmi in to tudi, kaj vidimo v bistvu otroke star vnuk 11 let, babica sploh ne zaznanje. Polno takih stvari. In mi je tako bilo zelo ljubo, kako ta mali Franket reče, v tej družini se nihče ne mara. In meni se zdi, da v tej družbi, pa nas v sodobnem svetu je to problem. To problem. Ne problem moški ženske. Jaz posebno v življenju, meni so bila vsa vrata odprta, vse sem lahko uresničila, kar sem si v življenju želela in nikoli nisem čutila, da ne morem nečesa, zato ker sem ženska. Hvala. No, o feminizmu smo začeli pravzaprav zaradi tega govoriti, ker je ta film umeščen v mesto žensk. In ker je tako enostavn in preprost,
se mi je zdelo, da bi bilo fajn temo razširiti še na to položaj ženske, ker na nek način se mi zdi, da ta film, kako bi rekla, utrjuje to umeščenost žensko družbo, ki je splošno veljavna in priznana in da je dobro pogledati še z enih drugih strani zaradi tega. Zato smo malo, kako bi rekla, zašli v drugo smer, ampak zdaj se mi je, da je glede na to, da se zdaj to mesto žensk dogaja, da je to ena, drugače se pa seveda strinjam z vami, tudi ta režiserka najbrž sploh ni pomislila, da bi delala kakšen feministični film. Ja, dejansko se pogovarjali, s tem smo pravzaprav tudi začeli. Gre za film ženske avtorice o ženskah in o nekih takih aktualnih temah življenja danes. Ni bil moj namen to zdaj predstaviti v nek drug kontekst. Se mi zdi pa vendarle zanimivo pogledati tudi na te teme v nekem širšem kontekstu. Tako kot sem povedala na začetku, film je na eni strani zelo lep in zanimiv, po drugi strani pa odpira niz vprašanj, kaj ne rečem, je samo ena od možnih perspektiv, če se morda strinjate s tem. In tu smo zato, da odpiramo še druge. Saj to je to je moj poklic, to je poklic filozofa, tako rekli. Ne filozofinje, če sem še to, zaradi tega, ker je velik problem jezik nasploh in posebej slovenski jezik in vprašanje te rabe moške in ženske oblike kot izpeljane. Jaz osebno se tudi zaradi tega ne počutim nič bolj prikrajšano, če je beseda filozof in izpeljana iz besede filozof. Ampak to je neka malenkost, razumete, toliko teh malenkosti je vse naokoli od malega. Pravzaprav je ženska naučena, da je relativno bitje, kot pravi Simona Pomar. Zdaj sem se spomnila, nič, kar izvolite. Prosim, gospod. Pred sabo mikrofon. Ne slišimo, pa sejo. Ženska je ženska privržena življenju. In mislim, da je to hotela povedati avtorica, da je ženska, ta reka življenja, ki se ne ustavi, tudi po neki slabka doživi, gre kar naprej. In včasih se mi zdi, da se mogoče moški te ženske vitalnosti ustrašijo. Ženska jih prinese na svet in mogoče jih spominjajo na smrt in si zaradi tega z besedami, z dejanjem bolijo v temu življenjskemu toku, ki bi jih lahko pogoltnil. Mogoče se zato potem, kako ti ženski bolijo, kot nasprotnici. Ampak dejansko pa žensko v sebi nosi ta donos smisel življenja, in mogoče zato potem čuti vedno potrebo, se jaz čuti hoče svoje sposobnosti potrebiti, ampak smisel življenja pa nosi kot moja ženska že vse. Moška pa išče in potem ne se Ta film ima tudi nekaj zelo lepih momentov, takih res, kot v Le Monde obravijo, dokumentarnih skoraj. Naprimer, kako vi gledate na tisti pogovor mama, hčerka na začetku. To je tako narejen, da se je meni zdel, da bi se to lahko Catherine Deneuve zgodilo v njenem življenju ravno tako. Ja, tako je to lepo. Kako pa vidi ta odnos mama, hčerka in tudi ta odnos, koliko utrjuje tisto zelo klasično pozicijo ženske. Najlepša hvala za to vprašanje.
zdaj se bom že ponavljala. Če pravzaprav bi oboje povezala, tudi ta komentar se mi zdaj izredno zanimiv in to, kar ste zdaj vprašali, če pogledam, jaz veliko berem zgodovinskih knjig, ker se mi zdi, da tam morda lahko poskušam najti odgovor na nekatere današnje pojave, ki si jih pač ne znam razložiti. In v raznih zgodovinskih analizah je točno to prišlo spredje, o čemer ste govorili, kolegica, da na eni strani so ženske tiste, ki so povezane z materinstvom, življenjem, z rojevanjem. Potem se pa zelo hitro ustvari ta ženskost in materinstvo, tudi odnos matiščin in tako naprej, kot nekaj, kar je v nasprotju z moškostjo in vojskovanjem, ženske matere in men warriors. Mi smo spet pri filmu Bombna misija in tako naprej, ne, ta osnovna opozicija. Zanimivo pa je, ko ste že dali to istočnico, da hkrati so v naši civilizaciji ženske tiste, ki tudi skrbijo za umrle. Od rimskih časov naprej, ne, skrbijo za telo umrlega, za vse te pogrebne rituale in so tudi objokovalke, če se temu tako reče. Ne. Tako da tu je res nekaj, kar je hkrati produkt dolge zgodovine in na drugi strani nekaj, kar mislim, da se vsi strinjamo, ne želimo kar tako zavreči, ne, kot neko ideologijo, kot neke stereotipe. Ravno to pozitivno, življenjsko, ustvarjalno, kreativno moč bi si vsi želeli okrepiti, tako kot je prej gospa omenila. Ne? Na nek način bi morali vsi imeti bolj pozitivni odnos, ampak jaz vidim del tega grajenja nekega pozitivnega odnosa tudi v tem, da se soočamo z negativnostjo, da poskušamo ugotoviti, odkot ta sovražnost, odkot ta pravzaprav, kaj bi rekla tudi, ranljivi govor, ki zadeva nas vse, moške in ženske, ki pa je, kot jaz opažam, tako v intelektualni tradiciji kot vsakdanjem življenju, ki je pa še toliko bolj prisotna takrat, ko gre za ženske. Na to smo hoteli opozoriti, recimo v zvezi Simone de Beauvoir. Ne bi, ko bi šlo za neko knjigo nekega pomembnega moškega ustvarjalca, intelektualca, mislim, da ne bi ne pri nas nekje druge imeli recenzije s tem naslovom Princi na belih konjih. Tega na nek način, to je tako globoko v naši miselnosti, to je tako vse prisotno, da pravzaprav niti ne opazimo, ampak je nekaj, kar je na škoda vseh, tako kot ste rekli. To je tisto, kar zastruplja naše medosebne odnose ves čas in na vseh koncih in krajih. To je tudi že Christine de Pizan, ki sem jo omenila iz poznega srednjega veka v knjigi O mestu dam, ki je torej taka velika začetniška knjiga na tem področju, posebej upozorila. Meni ne gre za žensko kot tako, meni gre za vse nas. To, kar se dogaja v naši civilizaciji, ni racionalno. To, da se ocenjuje recimo stvaritve, če apliciramo na današnji čas ženskih avtoric drugače kot stvaritve moških avtoric, to ni racionalno. Tega ne moramo pojasniti, tu moramo nekaj spremeniti. Spomnim se, ko ste mi včeraj v pogovoru omenili nek detalj, za katerega nisem vedela, da je v aktualnem dogajanju v Bruslju nekdo rekel, koliko so bile vse te ženske, ki so zdaj kandidatke za razne politične funkcije, slabše od moških. Jaz sem prav razumela to. Visok uradnik bruselski je to rekel in se potem seveda, ker so to opazili, upam, da tudi moški, se je potem upravičil, da pač ni imel kakšnega taskega namena. Ja, prosim. Mene je film na več točkah praktično. Ženske so praktično, kako bi rekla, ampak
babica, njena hči, vnuk. Nekako ena celota je slednje, čeprav je neko razhajanje, ni ta pravega odnosa. Ampak na koncu se pa vse nekako zlije, tako kot v življenju pravzaprav. Meni včasih ta feminizem potenciran Marlene Širice. Zaradi tega, ker na nek način opozarja, recimo, kako se sploh ženska, identifikacija ženske, kako se konstituira. Konstituira se v družini in ta film lepo pokaže. Tak odnos, kot začne od babice, se nekako do konca nadaljuje. In verjetno tudi vnuk kasneje, hvala Bogu, da je vnuk, da ni vnuk. Ampak s tem se nekako prekine. In se konstituiranje te identifikacije na ta način tukaj dopolni. Pa jaz ne mislim, da bi to, jaz sploh ne gledam na to razliko. Moška, ženska, ta dualnost je nekako normalna, tako kot dan in noč, tako kot dobro in zlo. Jaz to gledam pluralistično. Življenje je takšno v celoti postavljeno. Nastavljeno je tako. Zdaj pa vse kulture, od začetka do konca, govorimo o negovanju tradicije. Če negujemo tradicijo, tudi delček slabega prenesemo, tako kot nekaj dobrega. In jaz ne vidim tem nič slabega. Zame je film sporočilen v tem smislu, da je premalo ljubezni v odnosih. In ljubezen povezuje tako moško kot žensko, kot moškega in žensko, kot tudi recimo generacije med sabo, kot partnerjev v zakonu, kot partnerjev v predelu, v politiki in povsod. In če se povsod potenciramo razliko med moškim in žensko, to potenciranje tudi hkrati ločevanje. Mi na ta način odvračamo ljudi od sodelovanja. Zato tudi danes težko poslušam to debato, ker se preveč filozofsko se prečujem, preveč filozofiranja in premalo kontakta, ker vsak išče svoj prav. Prav imamo šele takrat, ko pogledamo iz zvornega kota na stran. Pa naj bo to ženska, moški ali pa kdorkoli. Tako da jaz se upravičujem s tem minutom. Najlepša hvala. Najlepša hvala za ta komentar. Tudi moje stališče do feminizma je ambivalentno. Ja in ne. Na eni strani je feminizem nekaj, kar mi pomaga videti, kar sicer ne bi videla, se postavi na nek zorni kot, kjer lahko kaj spregledam. Na drugi strani je pa seveda to nekaj, kar je povezano z določeno zgodovinsko tradicijo, ki ni v vseh pogledih samo pozitivna. Ampak zato se mi zdi še toliko bolj zanimiva ta tradicija, ki jo je začela Simone de Beauvoir, ki je hkrati za in proti. Simone de Beauvoir so ravno to učitelji, kako antifeministična je njena knjiga, kako piše v določenih segmentih tudi negativno o ženskah. Ampak potem, ko sem se to prebirala in šla skozi prevod in tako naprej, se mi je zdelo, da je to tisto, kar pravzaprav lahko danes postavimo v spredje. Ja in ne. Treba je to videti in hkrati pogledati, kot ste rekli, z nekega drugega zornega kota. Tudi beseda feminizem, feministka je nekaj zelo negativnega, tako v našem prostoru, kot v širšem prostoru. In tega se moramo zavedati in se vprašati, zakaj ne. V slovarju imamo definicijo feminizem, to je boj žensk za enakopravnost v buržoazni družbi, mislim, da je še vedno to. V buržoazni družbi boj žensk za enakopravnost s moškimi in potem je pa raba. Raba te besede je, prva raba je, postala je vneta feministka,
To je tisto, kar nihče od nas ne bi želel, proti čemur ste vi poskušali nekako diskutirati in problematizirati to. Druga raba je pa feminizem, pojavljanje ženskih lastnosti pri evnuhih, pri moških. Se pravi, izredno negativen pomen te besede. Tako da smo morali na eni strani te besede ogibati, na drugi strani pa poskusiti morda najti neke pozitivne izrazce. Ja, recimo, ne. No, mogoče v tem se gre pravzaprav tle samo za to, ne, za nek položaj v družbi, ki je, če se opremo na statistiko, ne, je še vedno vidno, koliko se je družba le razvila, koliko ženske zdaj, vsaj v nekaterih družbah približno podobno zaslužijo kot moški za isto delo in tako naprej. Ampak še zmeraj so pa ti rezultati na nekaterih področjih zelo hudi, pa pri nasilju nad ženskami in tako naprej. Vse to so posledice tega, ne, da je ženska vedno v tem odnosu moški. Ženska je ženska drugi, ne. Moški je prvi, ženska je drugi, pa ne nisem tako po številu, ampak odnos moški, kako bi rekla, potrebuje žensko toliko, da je kompletno, ne. Ženska je pa tisto dopolnilo, ne. In mi pristajamo na to vlogo, saj to je vse fajn. Kje so močni? Jaz bi že ves čas rada, to ima za posledico, hočem reči, take ekonomske posledice, pa možnost za napredovanje v službah, pa študij, pa tako naprej. To se je zelo popravilo ravno po zaslugi takih ljudi, kot je Simone de Beauvoir, pa feministk, ki so se za to borile, ne. Zato meni se je pa zdelo, da bi ob tem filmu, ker je umeščen v mesto žensk, ponavljam, da bi o tem filmu, ki je pa tak, ki pa te stvari razpravlja, ne o njih razmišlja, da bi bilo to pač primerno, da tukaj spregovorimo o tem, ker je film toliko enostavn, pa srčen, pa topel, ne, pa tako ima neke vseeno stereotipne situacije, da se mi je zdelo, da bi ta pogovor mogoče v to smer šel. Vse je zelo zanimivo in hvala vam za film in za vse. Ampak bi pa jaz en moški glas, bi ga bila zelo vesela. A če jaz moški glas? Se oprošam, jaz zelo spoštujem ženske, ampak ena stvar pa je, kljub vsem tegovam živite 8 let v povprečju dlje kot moški. Zato je to močen argument, zelo razen zdravnic, ne vem, če sem bila v zadnjem času, slovenske zdravnice živijo v povprečju 10 let manj kot moški. Verjetno zaradi te občutljivosti tega poklica, ki ga teži. Ja, pa je argument, ne? A lahko tudi jaz. Meni je ta razgovor zelo všeč, ker pač Simone de Beauvoir sem malo poskušala brati, da mi je všeč ta razgovor, ne? Te znanstvenice malo poskušaš brati, pa mogoče nismo tako izobraženi. Jaz sem recimo Almo Karlin, imam to visoko in malo sporednice. Drugač mi je bil pa film všeč. Luška. 3 zvezdice mu dala, Katrini dala 5. Všeč mi je bilo, pubertetniško se je skazala. Skozi se ga v istih oblačenih. Nisem oblačen, razen takrat, ki je tekmovala za niz manipulacija moških ženskami. Tam se točno z vami pokrijemo s tem razmišljanjem. Sam tam so bili sami moški, pa ženska v kostimu, kar je pač izvedba moške obleke in tako. Te
Te teme so pa večne, mislim pa, da je bil ta film narejen zato, da ženske pravzaprav vidimo, kako se da tudi, ko si 75 let star, živeti, uživati, biti seksi, biti za 30-letnika seksi in tako, kako je fajn na koncu reči, življenje gre dalje, ga komu predaš. In ona ga je pač vnuku pravzaprav predala. Tako sem jaz razumela. Vaši pogovori mi pa pač širijo nekaj poglede in tako. Tako lepo ste o Catherine Deneuve povedali. Je zanimivo, ta film je bil v Cannesu predvajan in je bil predlagan za eno celo vrsto nagrad za režijo, mislim, scenarij, enih 8 nagrad, seveda nobene ni dobil, ampak ne pa za Catherine Deneuve. Zelo zanimivo, ne, ker je, pravzaprav je ona v tem filmu zelo odlična, dobra, hočemo reči, medtem ko ta fantek je pa, mislim, sin od snemalca, ki je pa mož od režiserke. Svet je majhen. Tako da... Če smem morda dodati, zdaj da ste me dali misliti, zanimivo je film tudi zato, ker je Catherine Deneuve, ki je ikona lepote in francoskega okolja in ljubezni in fascinacije in tako naprej, v neki drugi vlogi. To je zelo pomembno. Z tega vidika sam film odpira neko drugo perspektivo in je zelo zanimivo. No, in ena scena v tem filmu pa je, ste jo gotovo vsi opazili, ki je pa res dokumentarna, ne? To pa je tista scena s cigareto, ne? Ker Catherine Deneuve je kadilka, ne? Tudi njen glas se ve, da je dobil tisto patino s tem grehom, ne? In tako da tisto je pa res ona, ne? Ker tisto čakanje na cigareto, ki mu je režiserka, se mi zdi zelo tako občutljivo, mu je pustila čas, ne? Ta gospod s temi rokami prekrasnimi. To je ena zelo lepa scena in takih je veliko v tem filmu. Je zelo lepo grajen, speljan, tak road movie, no, kot jim rečejo žanrsko. In pravzaprav, če res je, ne, če stopiš iz svoje situacije in se prepustiš, da te nese, odkrivaš sebe in to se je v tem filmu dogaja in je to zelo lepo prikazano. Še še moški glas. Se mi zdi, da bi bilo fajn. A se jaz morda komentirati na to, kar je gospod rekel, oziroma nekaj v zvezi s tem reči. Najprej bi pa seveda, zdaj da sem se spomnila, ko ste omenili road movie, ne? Zelo zanimiv road movie iz, kaj bi rekla, filmske zgodovine je, če se morda spomnite, Thelma in Louise, je hkrati film zelo dober kot film in na nek, bi rekla, dovolj subtilen in vsestranski način prikazuje teme, ki so še kako pereče tudi danes. Od tega, kar ste že omenili, nasilja nad ženskami, do nekih pozitivnih, prijateljskih vezi in tako naprej. Tako da to bi meni bilo pazilo pri srcu, če bi gledali, kaj bi se reklo double bill, recimo Thelma in Louise in ta današnji film, ker bi potem lahko odprli še veliko novih perspektiv in novih pogledov. Nasilje ste že omenili, to sem prej pozabila omeniti, to je problem naše civilizacije kot take, od vsega začetka do današnjega časa in specifičen problem, ki je povezan z razliko med spoloma. Nasilje, ki je v skladu z osnovnimi statistikami tako bolj na strani nasilja nad ženskami kot na strani nasilja nad moškimi. Tudi v družini. Ne? Mi bi želeli imeti drugačno družino, drugačne možnosti za oblikovanje identitet v družini. Kaj ti pa ta grozljiv podatek o nasilju v družini, ki si ga jaz težko
razlagam. Resnično. Tisto, kar je Katrina lahko poskušala narediti, je to, da bi povezala, prav začela s tem fizičnim nasiljem, vsemi temi pretepanji in umori in tako naprej. A kako pri nasilju vojaškega? Ja, hotela sem samo to reči, če smem samo to zaključiti. To je nekaj, kar je povezano in to je pač moj poklic. To je tisto, kar moram raziskovati. To je nekaj, kar je povezano s simbolnim nasiljem. Z nasiljem v celotni naši miselni tradiciji, v celotni naši zgodovini, v filozofiji. To, razumete, jaz nisem specialistka za ukvarjanje z tem fizičnim nasiljem nad ženskami in s pravnimi postopki in pravicami in tako naprej. Je pa nekaj, kar moram sopostaviti z dogajanjem na področju, s katerim se ukvarjam. Zakaj ni? Razumete, to je moj miselni oreh, to je moj miselni problem. Zakaj ni ženskih avtoric na področju, s katerim se ukvarjam, na področju filozofije? Najprej, ko sem vzela v roke neke knjige, ki so to problematizirale, sem mislila, joj, kako lahko na ta način pišejo o teh velikih filozofih. Kako, zdaj sploh mogoče, ne? Jaz sem potrebovala leta in leta, da sem se pravzaprav iz tega, za kar sem bila formirana, ne, v tem poklicu nekako vendarle rahlo oddaljila in poskušala razmišljati o tem, da morda pa to je nekaj narobe, morda je to nek miselni problem, s katerim se ne znamo soočiti. Jaz, kot rečeno, nimam na to odgovora. Verjetno je najboljša pot, da poskušam detektirati vse te pojave v družbi, v zgodovini, v vsakdanjem življenju, v družini, kot ste rekli, in na nek način sestaviti vse to, se s tem soočiti, spopasti, zato moram tudi diagnosticirati, da se lahko s tem borim in če lahko najdem neko pot, da v soočenju z vsem tem negativnim vendarle najdem neke nove možnosti za življenje, za iskanje nekih novih identitet, ki so lahko ženske, moške, človeške nasploh, karkoli takega. Zato to je moj problem, razumete, sej lahko, da govorim preveč na splošno, ampak... Prečujem, če ste sploh razumeli, ko poanta mojega je pogledati pravzaprav na nasilje. Nasilje se generira iz nasilja. Kamorkoli se obrnete danes, ni nasilje prisotno, prikrito, odkrito. Če gledate recimo hrup je tudi nasilje. In če gledate recimo, da v pogojih hrupa nekdo mora delati in ustvarjati, od kakšnim nasiljem to počne. Da ne govorimo o vojaškem nasilju, ki eskalira čez vsako mero, temu, da so ljudje če dalje bolj izobraženi, če dalje bolj poudarjajo, potencirajo mir, ne, ampak miru ni. In iz tistega vsegajočega nasilja, pravzaprav ki je prisotna, prikriti in odkriti obliki, odraščajo otroci, funkcionirajo družine. Če vi pogledate, samo eno, kako je gledal ta moški, ta dedek, ne? Kako je otroka vrgel v avto in kako se kasneje preledi v ljubica, parih minutah vse se konča. In to je življenje, tako je, tako funkcioniramo. Če tako funkcioniramo, če imate bojno polje v družini, ne more biti tudi zunaj miru. Ampak je tudi razlika med moškim in žensko, če se potencira, bo če dalje večja. Če pa gremo en drugemu naproti. No, ampak vendar je treba detektirati take, recimo, situacije, kot je v tem filmu tisti prizor v baru, ko pač ta moški ženo pretepajo, vrže kot let, ne? In ko hoče Katrin pomagati tej pretepeni, je še ne hoče pretepsti, ne? Je pa med njima vse tako v redu. To je pač en tak primer, ne? Ki o tem moramo pač razmišljati, kako do tega pride, kje je tle tisti poglavar, ki si to lahko dovoli, ne? Ker če bi bila obratna situacija, ne vem, če bi moški ženo potegnil. Na Hrvaškem vse popevke, ki jih mi pojemo, se začnejo, pa so zelo lepe, človek in žena.
A ne? Pa je to 100 kilometrov od Ljubljane. Seveda, tudi lep francoski film smo videli, Novi infam, ne? Moški in ženska. Smo mi prevedli, ker imamo to ločitev, medtem ko v nekaterih jezikih pa niti te ločitve ni. Bo še kdo kakšno lepo misel o tem filmu, da bomo potem mi tudi lahko šli v ta dan utrščeni. Je pa le Frankenstein nastal, ne pa Frankensteinka. Se ni tako črn. Aha. Ja, ampak je pa potem nadaljevanje te zgodbe s Frankensteinovo nevesto. Ja, to je pa sekundarno. Reproduktivno žensko močjo, ki potem rojeva še hujše monstruoznosti kot sam Frankenstein. Jaz smem samo še en stavek dodati, ker je že ura pozna in da smo v marsikateri točki veliko povedali ali pa tudi ne. Zdi se mi pomembno, da imamo v mislih ta osnovni problem, ki je hkrati zame problem mišljenja in življenja, ki je naslednji. Zakaj razlika? Čim se vzpostavi kot razlika, je tudi že hierarhija, je tudi že dominacija. To je moj osnovni problem in če bi potencialno lahko, če je to v nekem bolj manj utopičnem svetu mogoče, je to dvoje tisto, kar bi želela skleniti. Se pravi, razlika ja, hierarhija pa ne. Pravi Simone de Beauvoir, kolikor daleč nazaj nam sežejo, ko ženske so vedno obstajale in kolikor daleč nazaj nam sežejo, ko vedno so bile podrejene. Zato je po mojem tu asimetrija in je treba žensko drugače umestiti in drugače o tem razmišljati in, kot pravite, v pozitivnem in negativnem smislu izpostaviti, da bomo rešili ta naš mišljenji in hkrati življenjski problem. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Hvala za, ker ste nam ene poglede odprli, vendar, ki niso tako čist vsak dan se jih ne zavedamo, jih pa samo občutimo. In mislim, da je vseeno prav, da smo se malo držali tega mesta žensk. Še to nam povejte, ker jaz pravzaprav sem na to pozabila, nisem vedela. Mesto žensk ima naslov po Kristine Pizan, ne? Po tej knjigi. Ta knjiga je iz srednjega veka. Cité Dam, to je mesto Dam. Mesto Dam, ampak ne vem, če so oni takrat razmišljali. Koliko se jaz spomnim, pred 20 leti so prve pobude v zvezi s tem festivalom prišle od kolegice Polone Balogh-Brown, Slovenka, ki je živela v Londonu in se ukvarjali z ženskami v umetnosti. In ideja je bila, da bi pravzaprav začeli z nečim majhnim na tem področju, kje so ženske umetnosti, ženskimi ustvarjalkami in to bolj uveljaviti. In takrat je pripeljala k nam neko igro, ona mislim, da je kot menedžerka sodelovala, zelo zanimivo gledališko igro, ki se je ukvarjala z žensko v kuhinji. Kaj lahko v kuhinji, ki je naš, kaj bi rekla, se dobro tam počutimo, vse skreiramo in spremenimo. To je bila prva taka mehna pobuda in to se je potem počasi preko urada, takratnega urada za žensko politiko razširjalo in so povabili vse različne kroge ljudi in sodelavke in sodelavce. Spomnim se prvega festivala, ko smo o tem se pogovarjali, kakšna naj bi bila tema, da ne bi govorili preveč nasploh. In je bilo ravno to spredje, kar ste že vi omenili. Oddaljimo se od teh tem ženska in smrt in sublimna mladenka,
kot najbolj sodlimna tema naše civilizacije, ne, der Tod und das Mädchen, recimo, ne, iz glasbene zgodovine in tako naprej. In poskusimo uveljaviti to življenjsko, ustvarjalno, magari utopično plat naših življenj. Čisto drugačne filme, čisto druge stvari. Hvala lepa.